Petra, torej lepo pozdravljena. Pa upam, da pri gledalcih ne bo zamere, če bova kar na ti, kaj ne? In naj se te drznem za začetek vprašati, kako izgleda oziroma je izgledalo tvoje praznovanje 8. marca, če ga sploh praznuješ kot ženska? Torej, zagotovo 8. marec smo dolžne praznovati vse ženske, kot tudi seveda vsi moški. 8. marec razumem kot spomin na vse tiste ženske, ki so danes spregledane in ki so bile spregledane v preteklosti, in pa tudi kot opomin na vse tiste ženske, predvsem ustvarjalke, tudi znanstvenice, ki so v preteklosti dolga leta, in to je bilo še nedavno, bile getoizirane. Da si gostja prav ti, torej dolgujeva še našim gledalcem pojasnilo. In zakaj sem te povabila? Povabila sem te zato, ker je pred kratkim na knjižnih policah dostopna tvoja najnovejša, sveža, še po svežem tisku dišeča pesniška zbirka Plast za plastjo oziroma Past za pastjo, kot lahko tudi beremo naslov, ki je izšla prav na Valentinovo, in to dobri 2 desetletji po izidu tvojega pesniškega prvenca z naslovom Luknja. Kakšna je simbolika v tej valentinovski izdaji oziroma na to, da si na Valentinovo založila oziroma izdala svojo pesniško zbirko? Pravzaprav ni kakšne posebne simbolike. Prej je bila izdaja povezana s tem, da je Valentinov literarni večer pri založbi Pivec bil že nekaj časa dogovorjen, in ker sem na tem literarnem večeru predstavljala tudi novo knjigo, je seveda knjiga morala iziti, in kot je to v navadi, nas roki zmeraj priganjajo in je knjiga izšla prav na dan dogodka, torej na Valentinovo. Ljubezen je seveda zelo eksploatirana zadeva, posebej še v času tega praznika. Zagotovo je pa ljubezen nekaj, kar nas že od nekdaj žene skozi prostor in čas. Nekaj, kar mogoče mnogo bolj kot življenjski, torej socialno-družbeni kontekst določa naše življenjske koordinate. In če se ozremo okrog sebe, vidimo, da je svet, v katerem živimo, torej ta realna družbena situacija, kruta in brutalna. Ljubezen je pa nekaj neskončno lepega, kar je sposobno ustvariti nek poseben prostor, kar nas je možno osvoboditi, torej teh okov, bremena, jarma realnega sveta, v katerem živimo. In menim, da že zaradi možnosti tega izstopa s pomočjo ljubezni, pa tudi seveda s pomočjo umetnosti in poezije, je naše bivanje v tem svetu lažje, je naše življenje lažje in ta svet lažje vzdržimo. Ljubezni se dotikaš tudi ti v svojih pesmih, temu se bova malce kasneje še povrnili. Pa me zdaj zanima, ko sva že omenili Luknjo, torej tvoj pesniški prvenec in Plast za plastjo, je mogoče vleči kakšne vzporednice ali je ta primerjava popolnoma nemogoča? Torej, moje prve pesniške zbirke ob Luknji so bile to še Šus v glavo, Slina in pa Uvod v poželenje. So pravzaprav pesniške zbirke, kjer je zbrana poezija, ki je nastala v mojem srednješolskem času in pa v času študija. Zato gre pri tej moji začetni poeziji za en sam eruptiven, necenzuriran izbruh čustev, doživljanja in misli. Kot najstnik in kot študent se seveda znajdeš v nekem svetu, ki ga vodijo protislovja, velika protislovja, na eni strani moralni korektivi, na drugi strani nemoralni imperativi. V tem svetu se znajdeš in se v njem pravzaprav ne znajdeš, zato je vsa ta moja začetna poezija pravzaprav hud upor proti takšnemu načinu funkcioniranja sveta. Sprašuješ me o vzporednicah, torej zagotovo so vse teme, s katerimi se ukvarjam tudi danes pri svojem pisanju, že bile napisane, torej prvič napisane že v tej začetni poeziji. Je pa res, da potem, ko neko temo, neko snov želiš usmisliti še enkrat na novo, si je potrebno izmisliti neko novo govorico, ker bi se sicer v svoji poeziji preveč ponavljal in
verjamem, da s to zadnjo pesniško zbirko mi je torej vse te stare teme uspelo napisati na nov način. To je dobra iztočnica za naslednje vprašanje, kajti kot sem jaz dojela pač pesniške zbirke, ki sem jih zdaj pač prebrala za ta pogovor, je mogoče v prvi prisotna ta močen, erotičen naboj telesnosti. Medtem ko se tukaj v tej najnovejši dotikaš tudi ontoloških tem, tudi bivanskih tem, omenjaš tudi otroke, mogoče nekako prvič pa tudi lirski subjekt se nekako spremeni, tam nekako iz prvoosebnega lirskega subjekta postane drugoosebni. Kje se torej izgubi Petra Kolmančič oziroma kam se skrije v tej pesniški zbirki Plast za plastjo? Torej, če najprej poskušam odgovoriti na prvi del vprašanja, zagotovo je ljubezen in erotika nekaj, kar se je pojavljalo že v moji zgodnji poeziji, pa tudi sedaj, in to je nekaj, s čimer bi morale biti prežete prav vse dejavnosti, s katerimi se človek ukvarja v življenju, ne samo ta intimni odnos, ampak prav vse, česar se lotevaš, prav vsega bi se morali lotiti z ljubeznijo in strastjo. Drugi del vprašanja, pa če se ne motim, leti na to, da v novejši poeziji torej se ne pojavlja več ta prvoizpovedni jaz, bolj kot za nek umik, ki si ga omenila, morda gre za izgon tega vase zagledanega, narcisističnega, vsevednega jaza, za izgon tega jaza in za poskus prisluhniti tistemu drugemu oziroma tisti drugi, ki biva v vsakem izmed nas, poskus prisluhniti ji in ji dati glas, kajti prav tisto drugo v nas je vse prevečkrat poteptano in spregledano zaradi trušča, ki ga pač zganja ta jaz v vsakdanjem življenju. Čeprav Petra Kolmančič kot takšna pa se prav z imenom in priimkom v eni pesmi pojavi, kaj ne? Ja, s tem je bilo povezano kar nekaj poguma in tudi dvomov, če naj to naredim. Gre pa za zapis imena in priimka skupaj in v mali začetniki, tako da ima to poleg te neke identifikacije še kakšne druge konotacije. Tam govorim pravzaprav o plastenju, kjer se ena Petra Kolmančič skriva v drugi in za njo še ena. Tu spet gre za to drugo, o kateri sem govorila prejle. Saj samo sebe v zadnjem času razumem kot nekakšno plastenje biti, kot nekaj, kar s časom postaja vse večje in kompleksnejše, zaradi tega, ker se naša doživetja, občutja, spomini, prigode z leti nalagajo drugo na drugo, torej plastijo. Hkrati je pa v tem tudi nekaj protislovnega, torej res je, da smo iz dneva v dan večji in kompleksnejši, hkrati pa, če se izrazim matematično, smo tudi ulomka, se torej iztekamo v tisti nič, ki je na koncu, ker smo pač podvrženi smrti, ki čaka na koncu vsakogar izmed nas. In to je tudi ta past, ki se venomer pojavlja v tej novi pesniški zbirki in ki je tudi v samem naslovu, torej Plast za plastjo oziroma Past za pastjo. Omenila si torej male začetnice. Na tej točki me potem nekako zanima tvoj odnos, če smem tako reči, do stavčnih ločil, kot so denimo vejice in pa tudi oklepaji, ki se nekako pojavijo v predzadnji pesniški zbirki, če se ne motim, to je Uvod v poživljenje. Kakšno vlogo imajo pri tebi, kakšno vlogo zasedajo torej oklepaji? Ja, torej do oklepajev, vejic in drugih ločil nimam kakšnega posebnega odnosa, zagotovo pa imam poseben odnos do jezika
jezik razumem kot torej neko igrišče. Besede niso samo nosilke pomenov, ampak se z njimi da tudi odlično igrati. Kot pravi Andrej Breton, besede se ljubijo in pesniki oziroma tisti, ki se ukvarjamo z besedami, jim moramo ta ljubezenski akt omogočiti. Torej, besede se privlačijo, mi jih pa moramo pripeljati k drugi, smo nekakšni izvodniki besed. Torej, jezik, kot sem rekla, dojemam kot neko igrišče, kot nek prostor igre in kot tudi poezijo dojemam na ta način. Torej, pri poeziji me najbolj privlači ravno to, da je poezija odprt prostor smisla in domišljije in če hočeš vstopiti na ta prostor, moraš biti pripravljen vsaj začasno opustiti vse moralne in družbene zakone, ki te vežejo na ta svet, torej na ta tukajšnji preverljivi svet. Pravzaprav, če smo že pri oklepajih, moraš tudi ta svet dati v oklepaj in da to narediš, zato je potrebno mnogo poguma. Ne gre za to, da pravzaprav opustiš neko odgovornost, ampak gre za akt neke višje odgovornosti, ko si pripravljen stopiti v neke nove mentalne prostore, ki jih ponuja poezija ali pa tudi kakšna druga umetnost. In gre tudi za napor, saj dobra poezija od bralca zmeraj zahteva, da te prostore sam napolni s pomenom. Torej, dobra poezija smisla in pomena ne servira bralcev na pladnju, ampak zahteva od bralca, da si mora smisel in pomen prigarati sam. In takšno poezijo bi si zelo želela pisati tudi sama. Besede dojemaš kot igrišče in to se jasno kaže v tvojem žmohtnem jeziku, če smem tako reči, oziroma jeziku, ki je zelo prefinjen, kjer se najde tudi prostor za pogovorne, narečne besede, pa različne premetenke, skovanke, dvopomenskosti. Če mogoče omenim le nekaj, torej volhko, mašina, pojšter, unterhund, to je mogoče iz starejših pesniških zbirk. Potem recimo tam je bila zelo všeč sončna sem le, ko se oblačim ali oblačim zanj. Pa potem tudi mogoče neke vrste latovščina, če smem tako reči, ki je prisotna v zadnji pesniški zbirki oziroma najnovejši pesniški zbirki, da ne bova rekli zadnji. In sicer Iksom jaut ej mesap at, ki se dejansko bere z desne proti levi in pomeni ta moški je tvoja pesem. Ja, včasih je pač treba bralcem postavljati tudi kakšne uganke. Kot sem rekla, jezik je veliko igrišče, seveda pa ni v redu, če se samo prepustiš tej igri, to potem lahko hitro postane samo sebi namen. Je pa res, da lahko kakšno pesem oplemenitiš na ta način oziroma če pri pisanju zapadeš v neko rutino, lahko s pomočjo kakšne takšne besedne premetanke iz te rutine splezaš na kakšno novo področje, v kakšen nov svet. Petra, dvojina je vsekakor tista tema, ki te zelo zanima v tvoji poeziji, vendar pa ne daješ mesta samo dvojini, ampak imajo posebno mesto, če lahko tako rečeva, tudi živali. Morda zelo rada opazuješ morske konjičke, kaj ne? Tako zapišeš v eni pesmi, pa potem žabe, kobilice, tudi ribe se znajdejo. Kakšno vlogo oziroma kakšen položaj imajo torej živali v tvoji poeziji? Torej, kot sem odgovorila v nekem intervjuju na podobno vprašanje, se mi zdi žalostno, da v sodobni družbi človek oziroma že otrok je sposoben prepoznati 100 ali 200 različnih logotipov različnih podjetij, medtem ko ne zna med sabo ločiti hrošča od kobilice in kobilice od metulja. Zdi se mi, da smo premalo pozorni na ta mikrosvet, ki nas obdaja. Seveda je pa to povezano tudi z mojim osebnim življenjem, saj sem otroštvo in zgodnja leta preživela na podeželju in to zdaj v tem urbanem okolju pogosto zelo pogrešam. Petra, če se še malce dotakneva nastajanja torej pesmi. Eden od tvojih verzov v pesmi Še nekaj je, iz zbirke Uvod v poželenje, je premisliš barve do odtenkov in besede do okostja črk. Ali tudi ti, ko
upesniš, premisliš v bistvu besede do okostja črk? Ja, pravzaprav zato si poezija zmeraj prizadeva. Prizadeva si priti do nečesa elementarnega. In to je tudi osrednji topos te nove pesniške zbirke. Tu spet gre za plastenje oziroma za nalaganje. Stvari se z leti nalagajo druga na drugo in če ti želiš priti do bistva nekega pojava, moraš vzeti skalpel in secirati tkivo prostora in časa. Vse te pojave, ki jih želiš raziskati, ki jim želiš priti do dna, moraš secirati oziroma te plasti odgrinjati. In pri odgrinjanju teh plasti seveda naletiš na pasti, spet smo pri tej temi. Pasti so pa običajno tam, kjer smo neke reči, ki jih v določenem trenutku, s katerimi se v določenem trenutku nismo želeli soočiti in smo jih pometli pod preprogo. Torej, to so tiste pasti, to je tisto divje meso, ki se razraste tam, kjer nismo opravili tega, kar bi bilo treba. Tudi zato verjetno omenjaš metastaze bližine, kaj ne? Tako tudi metastaze bližine je treba s takšnim skalpelom znati izrezati in tudi metastaze misli, ki jih je pa izrezati veliko težje, kot pa tisto, kar je otipljivo. Petra, ko smo že omenili odtenke barv, ti je blizu poetika Marka Jakšeta, kajti prav njegove slike postanejo v bistvu ilustracije v tvoji pesniški zbirki. Seveda ne ilustracija, to daleč od tega, gre bolj za vzporedno zgodbo. Sama sem prepričana, da en medij nikakor ne more ilustrirati drugega, da torej poezija ne more ilustrirati slikarstva, da slika, risba ne more ilustrirati poezije ali glasbe. Gre zgolj za drugo zgodbo, ki mi je neznansko všeč in ki sem jo želela deliti s svojimi bralci. In tako kot si ti želela to zgodbo deliti s svojimi bralci, bi te zdaj poprosila, da deliš z nami in z gledalci tudi kakšno tvojih pesmi. Kako se dajemo dol? Tak dan je, ki človeka že od jutra pomalem pripravlja na to, kaj ga bo doletelo, ko se zvečeri. Stopiš po diagonali, tako traja dlje. Stopiš, čeprav ničesar ne veš in nič ne razumeš. Ne zakaj ga vedno znova poiščeš, ne zakaj se ti je to sploh zgodilo. To je to, ti je tistega dne nekaj reklo. Vzemi ali zavrzi, podpri ali opusti. In ti si vzela in zdaj ne veš, kaj naj s to ljubeznijo. Ker to pač ni nekaj takole za zraven, za razvedrilo. Reči so že zdavnaj pognale korenine in vzpostavile avtonomno cono. Zdaj si te jemlje ona, vsakodnevno. Dajete dol na belih rjuhah beležnic in ekranov, vse lepše, vse bolj nasilno. Tako se pač dajemo dol v režah neobstoječih stvarnosti, majhni in podvrženi smrti in krivdi, najgloblje in elementarno sami vljubim. Tako se dajemo dol le v dveh barvah, črno na belem, ker nas v prsih tiščijo vse te zadržane, strogo nadzorovane besede. Si mislila še kakšno podeliti z nami? Ta je bila tako za pokušino, kaj ne? No, če želiš. Še morda zaključno pesem iz te pesniške zbirke, ki pravzaprav govori o poskusu, pa tudi o nemoči približati se predvsem temu osnovnemu objektivnemu svetu. Približevanja. Nič bližje ti ni tisto, čemur se približuješ. To poželenje po mesu reči, ta nuja prestopiti osnovno. Tabele in zemljevide si spraskala v skale, a erozija bo slej ko prej razkrila tvoje utvare. Prideš lahko le do roba, do meje, dlje te reči ne spustijo, vabijo te, te kličejo. Ako si dovolj blizu, da jih slišiš, spoznaš, da v neznanem jeziku molčijo. Nič biča. Bič biti reči, ki nas biča. Sadomazohizem tanke meje med užitkom spoznati in bolečino vedeti. Neplodna ljubezen večno noseče ženske, ki lahko zanosi vsem, kar se je dotakne,
a nikdar ne rodi. Kar poješ, ni to, kar je. In kar vidiš, se ti samo kaže tako. In kar med prsti streš, zmečkaš, zmrcvariš, že ni več, kar je bilo. Postane mit, pravljica, funkcija smisla. Petra, hvala lepa za to, da si z nami podelila košček svoje poezije, delček svoje poezije z najnovejše pesniške zbirke Plast za plastjo, past za pastjo, kakorkoli že razumemo ta naslov. Želim ti veliko prisluškovanj navznoter v tvojo intimo in navzven v puščavo in divjino, kot lepo zapišeš v pesmi isto kot prej, če si drznem izposoditi torej tvoj vers. Hvala lepa, da si bila naša gostja in da si z nami podelila delček svoje pesniške duše in svojega pesniškega glasu. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam.